Žgali avtomobile, kajti odpravili se bomo v Vrhniko, kjer se je mudila naša Pija Nikolič. Lepo pozdravljeni, danes se vam javljam iz Vrhnike. Ja, ponavadi se sprehajam po ljubljanskih ulicah ali kotičkih, no danes pa sem slučajno na Vrhniki in sem rekla, koliko pravzaprav Ljubljančani v resnici poznamo Vrhniko, razen da se mimo nje pogosto peljemo na morje. Zato sem se odločila, da se odpravim semle na vrh Svete Trojice. Za mano že lahko vidite cerkev, ki jo je obiskoval tudi Cankar. Sicer je menda verouk obiskoval malce nižje, tam, kjer so včasih živeli, ampak to je bila tedaj glavna cerkev. No, pa se bomo takole podali še na tole pot po tem izjemno zanimivem križevem potu navzdol do glavnega vrhniškega klanca in sicer do tistega, na katerem je Cankar tudi živel. Zakaj je ta križev pot zanimiv, vam bom povedala malce kasneje. Zdaj le najprej preglejmo, komu je postavljen tale spomenik z zelo zanimivim kamnom zraven. Gre seveda za spomenik padlim in pogrešanim v Prvi svetovni vojni. Spodaj seveda z opozorilom ne molči, da ne boš tožil gluhim grobovom, klical iz dna, ko bo veter razpihal tvoje besede v gozd in polje. Tole je iz Cankarjevega dela Podobe iz sanj. Če pa želite v spomin, da naj se kaj takega več ne zgodi, pozvoniti pa lahko tukaj v njihov spomin zazveni kamniti zvon. No in če nadaljujemo po Vrhniki, ki leži ob stari cesti Ljubljana, Postojna, ob jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, vam lahko še to povem, da se lahko sem odpravite tudi z ljubljanskim potniškim prometom in sicer z linijama 47 in 48. Ja, tamle moramo nujno pogledati tale čudovit razgled, ki se razpenja nad Vrhniko, ki pravzaprav leži večinoma ob tej nekoč imenovani Cesarski cesti. Takole malce se vidi, danes sicer ni najlepši dan, pa tudi veliko drevesja naokoli, ampak zakaj ne bi prišli tudi sami preveriti, kako tole tukaj iz vrha Svete Trojice izgleda. Zdaj moram pa kar malo pohiteti, da bom sploh lahko prišla do samega klanca, čeprav je tukaj, kot lahko vidite, kar nekaj spomenikov ob poti. Moja današnja končna destinacija bo cerkev Svetega Lenarta, tista, ki je za časa velikega požara zgorela, se pravi tistega velikega požara, v sklopu katerega je pogorela tudi Cankarjeva hiša. Tudi tale spominska stoji na istem mestu. Zakaj več seveda lahko preverite tudi na našem YouTube kanalu. Obiskali smo jo nedavno in gospod Debevec nam je povedal več o njej. No, zato pravim, da je tale križev pot zanimiv. Vse kapelice ob poti izgledajo takole. Prazne so namreč. Ponavadi smo navajeni, da je v teh apsidah kaj tudi še za videti, kakšna podoba, kakšna freska ali kaj takega, no pa se je izkazalo, da ta pa tega nima. No, mogoče še par številk. Trenutno smo na nadmorski višini 293 metrov. Skupno je tukaj približno 9000 prebivalcev. Na Vrhniki poštna številka je 1360. Če pa gremo v zgodovino, seveda ne moremo mimo Ivana Cankarja, a veliko pred Ivanom Cankarjem je seveda tukaj že, poglejte, tamle se vidi v ozadju tudi avtocesta, ne, takole gre mimo hiš. Jaz sem zdajle se nahajam na stari Vrhniki, tako imenovani. Pravijo, da bi tudi tukaj nekoč menda naj šla čez vrhniška obvoznica, ki si jo seveda nekateri zelo želijo, ker je ta nekdanja Cesarska cesta, ki zdaj v eno smer je Tržaška cesta, ker gre proti Trstu, na drugi strani je Ljubljanska cesta, ker gre proti Ljubljani, je zelo prometno obremenjena. Zdaj, po legendi naj bi Vrhnika nastala tam v času Argonavtov, ne? Saj zaradi tega se mogoče spomnite, kako zgleda njihov grb, ga bom poskusila zdajle tukaj vam tudi pokazati. Tole je seveda grb
Vrhnike in legenda pravi, da naj bi Jazon in njegovi izgubljeni prijatelji, ki so itak iz tiste vojne, kot veste, leta in leta potovali do doma, menda tamle nekje pri Ljubljani razstavili svojo ladjo in jo potem tudi peške prinesli, no, tukaj čez Vrhnikov vse tja do, se pravi, do Jadranskega morja. Iz Črnega morja so torej zabluzili do Jadranskega morja. Res bravo fantje, ampak so bili dovolj močni, da jim je to uspelo. No, in tukaj na Ljubljanici, na začetku Ljubljanice, verjetno tam nekje pri Starem Malnu, kjer se tukaj na Vrhniki Ljubljanica pravzaprav sploh začne, so torej se odločili nazaj sestaviti to ladjo in zaradi tega ima Vrhnika v svojem grbu še dan danes tudi argonavtsko ladjo. Kako se je imenovala, že točno sem pozabila, ampak Jazon je bil pa njihov veliki vodja. No, poglejte še ta čudoviti razgled tukaj z vrha Svete Trojice. Pri tem ne mislim na tole veliko trgovino spodaj, ampak na splošno na to, kar se lahko vidi. No, če nadaljujemo zgodbo o Vrhniki. Prvi dokazi, zdaj, če ne govorimo o legendah, o človekovi prisotnosti na območju Vrhnike, pa segajo v starejšo kameno dobo. No, zdaj smo na vrhu tega slavnega klanca, ki, kot vidite, je zelo, zelo, zelo strm. V starejši kameni dobi so tukaj v okolici bližnjega Verda najdel več tako zelo izjemnih prazgodovinskih najdb, med drugim ostanke neolitskega voza, to so našli leta 1994, pa najdel so tudi tabor kamenodobnih lovcev leta 2004. Kot bogato arheološko najdišče pa je v bistvu zelo znana tudi reka Ljubljanica, ki je bila takrat pomembna morska pot. Aha, poglejte, tukaj smo se potikali nedavno tega. Več, kot rečeno, lahko preverite na našem YouTube kanalu, to je Cankarjeva rojstna hiša. No, potem, ko je pogorela, so se seveda tudi preselili, menda na nekih 5 različnih delih je Cankar tukaj na Vrhniki živel. To je na klancu 1. Tole je pa cerkev svetega Lenarta, ki jo je nekaj časa obiskoval tudi Cankar, ampak menda ne prav veliko. Tudi pogorela je v tem istem požaru, ampak menda, da so takrat zamenjali zgolj in samo ostrešje, za vse ostalo pa so pravzaprav samo malce renovirali. Tako da ja, nadaljujemo tole pot po klancu navzdol. Ja, kot sem že omenila, Stari Malen, se pravi enega od izvirov Ljubljanice. Star Malen pravim zaradi tega, ker je zdaj tak stari mlin, poglejte ga, ja, Cankarja, ki gleda proti svoji rojstni hiši. No, star mlin je tam na enem od izvirov Ljubljanice, tukaj zraven Vrhnike, kjer se pa da mimogrede tudi seveda kopati poleti, tako da v bistvu jo zelo, zelo priporočam. No, zdaj bom pot nadaljevala po stari cesti. Tole je stara cesta. Lahko bi rekli, da bom tukaj prišla tudi do tega parkirišča, ki je pri avtobusni postaji. In seveda tudi bom, ampak bom pot nadaljevala še malce naprej, ker vam želim pokazati še enega od redkih bazenov, ki so nastali nad nivojem zemlje. No, saj zaradi tega so ga morali potem v 90-ih tudi zapreti. Danes se bolj uporablja za kakšne glasbene dogodke kluba Zakon, ki deluje tukaj na Vrhniki. To je očitno nekoč bila semenarna, zdaj izgleda, da ne deluje več. No, vsekakor se bom morala do bazena še malce sprehoditi. Tukaj pa bomo prišli, kot rečeno, do prve današnje postaje. Tale hiša je izjemno nova, kot lahko vidite.
No, tukaj pa je verjetno ena od bolj znanih delov Vrhnike, ki pa, kot vidite, se nahaja ravno pri avtobusni postaji, zato pa je tudi tako znano. Nenazadnje se morajo tukaj ustaviti marsikateri popotniki. Tole zadaj pa je še osnovna šola, odkoder pa tudi prihajajo razni popotniki. Tukaj pri osnovni šoli, poglejte, še Humana, zabojnik za oblačila in obutev, pa tudi za plišaste igrače se je znašel tukaj. Jaz pa se bom tukajle malce poslovila, si vzela trenutek za oddih, tudi vi si ga vzemite, gremo namreč v reklame in se vrnemo prav kmalu spet nazaj. Lepo pozdravljeni nazaj na Vrhniki, nadaljujemo pot po Vrhniki, drugi del. In sicer tukaj sem se postavila ravno zraven tega napisa, zakaj sem se semle postavila, namreč na dan, ko sem obiskala Vrhniko, ravno premikajo oziroma odpirajo novo upravno enoto, ki se nahaja tamle preko Griča. Stara upravna enota je sicer tukajle ob glavni cesti, ampak zdaj menda tukaj domuje samo še župan. Mimogrede, naj vam pokažem še, kje lahko najdlje časa dobite hrano na Vrhniki. Gre za tole okrepčevalnico Tonar, tako da če boste kaj v nočnih urah lačni, se le odpravite v Tonar. Na drugi strani ceste lahko vidite športni park, kjer je ponavadi noč na Vrhniki glasbeni dogodek, takole čez poletje enkrat na leto. In, poglejte, še en Humana smetnjak, pa še za reciklirati. Wow, še za reciklirati male gospodinjske aparate imate tukaj. Redno stoječi zabojnik. V tem športnem parku pa, kot rečeno, enkrat na leto noč na Vrhniki. Zdaj, če nadaljujem pot po tej nekdanji cesarski cesti, mogoče še par besed o zgodovini Vrhnike. Če zdaj potujem še v antične čase, ste verjetno že slišali za ime Nauportus, Nauport. Tako se je imenovala Vrhnika včasih. V bistvu gre za neko tako hibridno besedo iz grške sestavine nais in pa tudi latinske besede portus, ki nam ravno govori o tem, da je res nekoč bila Vrhnika pomembno pristanišče tukaj ob Ljubljanici. Tamle še ena javna plastika, veliki spomenik. Nauport je v bistvu v času antike spadal pod pleme tako imenovanih tauriskov. Tudi na bregovih Ljubljanice lahko še danes vidimo izkopanine, seveda že rimskega skladišča in ostankov utrjenega tržišča. Na območju te župnijske cerkve svetega Pavla, ki je tukaj malce naprej, pa ležijo tudi ostanki zidovja stražnih stolpov iz sklopa tega tabora rimskega, ki je pa nekoč tukaj bilo, claustra Alpinum Iuliarum. Tam nekje okoli 5. stoletja, ko je rimski imperij v bistvu že propadal, so pa mesto uničili Huni. Ker nam bo zmanjkalo časa, da bi šli pogledat še klub Zakon, naj vam samo še pokažem tole vilo Kunstelj. Zdaj, če greste tukaj okoli vile Kunstelj, pa potem v eno od naslednjih ulic najdete tale klub Zakon Vrhnika, klub, kjer imajo tako gledališke predstave kot koncerte. Najdete pa tudi enkrat na leto tam Cankarjado. Zdajle sem tukaj pred Partizanom, ki je seveda začetek športnega središča, začetek športnega parka tukaj na Vrhniki. Ampak kot rečeno, predvsem vam želim pokazati tale bazen, ki se skriva zadaj v
ne koronskih časih so imeli tudi tukaj glasbene festivale, med drugim festival noise glasbe, nekateri bi rekli hrupne glasbe, ampak vendar hrup kot nek način glasbe vseeno, ne. Se pravi, ne govorimo o tonu, o tišinah, o melodijah, ampak govorimo predvsem o tonu, šumu in teh ostalih elementih sodobne, klasične glasbe. No, še malce takole pogled na bazen od zunaj. Kot vidite, je bil res narejen nad nivojem vode in še danes bi lahko deloval. Notri je sicer zdaj pografitiran, ampak zdajle so ga morali tam nekje v 90-ih zapreti, ker so dali nov zakon ven, da mora biti pa vseeno da mora biti bazen, če je nad nivojem zemlje, ne vem, po nekih drugih standardih in zaradi tega so tudi tale bazen zaprli. Sicer zelo, zelo simpatična zadeva. No, poglejte tudi na steno, lahko tukaj igrate na tenis igrišču, tukaj je nogometno igrišče, pa je ponavadi ta že omenjena noč na Vrhniki. V redu, potujmo še nazaj v srednji vek. V srednjem veku se je Vrhnika v bistvu razdelila na 3 večja jedra. Hrib, s katerega sem prej prišla dol, kjer so prebivali obrtniki, usnjarji predvsem, tudi čevljarji, ne, posledično so zelo vsi podobni, no, so v podobnem fohu en z drugim. Zdaj vidite od zunaj bazen malce razpada, ampak notri je pa tako čudovito poslikan z grafiti, da bi si mislili, da je seveda korone nikoli ni bilo in da so še vedno v igri kakšni koncerti tudi zdaj. No, se pravi, hrib je bil en del, drugi del je bil potem vas, ki je predstavljala stanovanjski predel z obrtniki nižjega sloja, to so bili razni vozniki, pa brodniki. No, potem pa seveda še breg, ki pa je slovel kot bogatejši del s trgovinami, bogataši z višjimi sloji obrtništva. In zdaj, če bi pogledali pisne vire, pa se menda Vrhniko prvič omenja tam nekje leta 1300 kot Gornjo Ljubljano, ne, zanimivo. Zdaj kot trg pa jo je v resnici označil šele Valvazor in sicer v slavi vojvodine Kranjske, ki pa je šla leta 1689 in zaradi katere je seveda, kot verjetno veste, tudi obubožal. No, še fitness na prostem, če vam slučajno kakšne ostale športne aktivnosti tukaj niso dovolj. Če nadaljujemo torej s srednjim vekom, oziroma smo že v novem veku, je svojo zlato dobo Vrhnika pravzaprav doživela v 17. stoletju, ko je oživela trgovska pot med Trstom in Ljubljansko kotlino. Ob izgradnji te cesarske ceste, te glavne ceste, danes tržaške ljubljanske ceste, pa je Vrhniko v bistvu zajela taka gospodarska kriza, ker je kot obrt propadlo čolnarstvo. Ne? In kot glavna prometna pot, kot smo rekli, še zadnji pogled na bazen. V glavnem, ko je propadlo čolnarstvo, se je zaradi tega kasneje razvila dobro lesna obrt. So pa takrat Vrhniko v bistvu kot Gornjo Ljubljano seveda zato pol tudi imenovali Oberlaibach, ne, namest Vrhnika, pa Obernlaibach, ali pa kar latinsko Superior Laibach, pa tudi Vernih, Niederdorf in tako dalje. Zdaj, kar se tiče novejše zgodovine, jaz zdaj sem na drugi strani Partizana. Tukaj je tudi fitness center Vrhnika, še en fitness. No, na leta 1876, če gremo malce v novejšo zgodovino, pa se je v mestnem predelu, imenovanem Na Klancu, rodil prvi slovenski poklicni pisatelj Ivan Cankar. 10. maja je to bilo, njegovo spominsko hišo lahko danes še vidite, medtem ko
pa se je on po tistem zelo hitro preselil nazaj. Zdaj, če dobro pohitim, mi bo uspelo priti tudi še do spomenika Karla Grabelška, enega od bolj znanih nekdanjih prebivalcev Vrhnike. No, tukaj ima svoje prostore pihalni orkester Vrhnika, zelo znan. No, kot rečeno, hiša Ivana Cankarja pa je bila z naše strani že obiskana, tako da le predlagam, da si privoščite tisto uro pogovora z njenim skrbnikom, ki je izjemno dobro podučen. No, potem na prelomu 19. in 20. stoletja je bila v bistvu glavna dejavnost na Vrhniki prevozništvo, pa tudi žagarstvo, mlinarstvo, usnjarstvo. Ob tem naj še omenim, da Vrhnika v bistvu leži na tej izjemno ugodni povezavi preko kraških planot do morja. Vrhniški klanec verjetno dobro poznate. Na razvoj seveda vpliva bližina Ljubljane, zato so se marsikateri bali, da ne bo tole postalo zgolj spalno naselje. Mimogrede, pot, po kateri hodim, po njej gre tudi Jakobova pot, če greste iz Ljubljane do Trsta. No, in tukaj za ovinkom bomo našli še nekaj pomembne infrastrukture. In tukaj tudi za ovinkom bom pot zaključila pri spomeniku Karlu Grabelšku, ki je poleg Ivana Cankarja, velikega pisatelja, pa Mateja Strnena, enega od teh glavnih slovenskih impresionistov, eden od pomembnejših nekdanjih prebivalcev Vrhnike. Tudi Alenka Bikar, atletinja, šprinterka, je iz tukaj, pa Miran Stanovnik, seveda motorist. No, tudi ne nazadnje Mišo Molk je iz Vrhnike, če upoštevamo še nekaj teh starejših meščanov. No, tukaj tik pred glasbeno šolo ob Lekarni Ljubljana pa še en pisatelj, in sicer Karel Grabelšek. Tukaj pa se bo moja današnja pot po Vrhniki tudi končala. No, mogoče vam kaj kmalu predstavim tudi kakšno vrhniško ulico, ampak bomo videli, kdaj nam uspe spet priti do Vrhnike. Za danes naj bo to vse, zaenkrat osnove, potem pa gremo v podrobnosti. Lepo se imejte še naprej, po glasih pa se vračamo nazaj v studio Figovec.